Dober dan. Živeli. Ljudstvo se na veliko sprašuje, ali se stranki Mira Cerarja obeta razpad, razcep, odcep, osamosvojitev, razkroj. Dal bi se še neki samostalnikov navest. Razlog za te domneve je pa tako malo banalen, ne? Ne strinjajo se čisto o vsem z vsemi. Ne? Ja, ni to povodom odhoda gospoda Dobovška iz sistema? Ja, mislim, gospod Dobovšek je izstopil iz stranke in ostal v poslanski skupini, nezadovoljen zaradi tega, da stranki, čeprav razumem, ni uspelo zamejiti vplivov nekih omrežij. To je zanimivo. Mislim, če ti čisto pravic povem, sem se na podlagi izkušenj iz zadnjih let vprašal samo, koliko dni bo preteklo, preden da bodo prvi izstopi in najavljena prva razočaranja. Ja. Ker se v Sloveniji nikoli dogodki ne razvijajo drugače kot tako. Ne vem, zakaj je to tako. Lej, ne, mislim, ko praviš, se nikoli ne odvijajo drugače. Jaz sem šel malo pogledat, kdo so bili ustanovni člani prvih strank, ki so bile v Sloveniji ustanovljene leta 1989, ja. Torej četrt stoletja nazaj. Ne? Seznami ustanoviteljev pa prvih vodstev so osupljivi, če upoštevamo razvoj strank, kakor je šel potem v naslednjih letih. Ne? Recimo v Socialdemokratski zvezi, ki je današnja SDS, ustanavljajo pa inženir že pokojni France Tomšič. Ja. Ne? Recimo, je bil med ustanovitelji Jaša Zlobec, tudi žal pokojni. Je bil Gregor Tomc, ki je pisal besedila za pankrte nekoč. Ne? In še ne par takih ljudi, ki nimajo zveze z tem, kar je SDS danes. Ne? Recimo, gremo pogledat neko drugo stranko, Slovensko demokratično zvezo ali Demokratsko zvezo, ustanovljeno januarja 1989, bomo videli, da je kar velika množica ljudi, ki so bili pri ustanovnem zboru zraven, že nekaj mesecev pozneje bila drugje. Ne? In pač glede na to, da je pri vsakih takih novih iniciativah na začetku nekaj entuzijazma, potem pa pride do členitve razlik, ko je treba sprejeti prve nekoliko bolj operativne odločitve, ne? Je logično, da se organizacije po ustanovitvi začnejo krušati, ne? Se krušijo, po drugi strani pa zna biti, da tudi kakšne nove člane pridobivajo. Ne? Tako da, če so se v stranki Mira Cerarja deloma razšli z Bojanom Dobovškom, ne? To ni znak, da se je podjetje razklalo. Ne? Po pravici povedan, me vedno znova preseneti in pretrese, kako hitro v Sloveniji izgubimo veliko sliko izpred oči. Ne, ker vedno se je pri velikih premikih, in recimo, da je ta velika zmaga SMC-ja na zadnjih volitvah spada med velike premike, ne, se vedno pojavlja ideja, da jim rešiti državo, da jim narediti nekaj za državo ali pa iz države ali pa sploh državo, naredimo državo tako v leta 1991. Ja. In v najkrajšem možnem času nastane to, se pravi, v ospredje stopi učinek bodisi užaljencev, bodisi karieristov, bodisi pokvarjencev, ki zasedajo položaje in se prelevijo iz ene v drugo obliko oblasti. In Bog ne da je to, kar se dejansko v neki določeni meri tudi leta 1991 zgodilo, nesposobnežev, ki so dobili svojih 5 minut, da v bistvu tisto, kar jih je prej uokvirilo in dalo v oklepaj, pač spremenijo in pridejo na oblast.
In to je nek pojav, pač, ki ga zaregistriraš in rečeš, tako pač je, ampak da se pa to tako neusmiljeno vedno znova ponavlja, to me pa res preseneča. Ne? Ker namen kriz vendar je, da se iz njih nekaj naučimo, namen določenega razvoja je v tem, da gremo v nove vrednosti. Ne vem, no. Ja, samo, veš, tvoja predpostavka je, da v politiko vstopajo ljudje, ki so res cvetober v najboljšem pomenu nacije. Ne? Ja. Lej, ni tako, nikjer ni tako. Ne? Ja, seveda ne. Mislim, cvetober, žal, cvetober gre v zadnjih 5-10 letih v tujino. Ne? Se mi zdi, da imajo tam mogoče mal boljše perspektive. Ne? Mislim, gre deloma morda še vedno na univerzo. Ne? Težko se sprijazniš s tem, da je mala Slovenija, pač res, da je majhna država, ampak da je to prostor prekletstva. Ne? Težko bi se strinjal s tako tezo. Zakaj ne bi bil to mali prostor velikih priložnosti? Recimo se dobro, to se malo naivno sliši, ampak vendarle priložnosti grejo z nami, kako se jih mi lotimo, kako se za njih postavimo. Ne? Sposobni ljudje iz vsake situacije naredijo priložnost. Tukaj kaže, kot da mi, veš, in pa ta pregovornost, tisti, ki so nesramni, pridejo na potezo, drugi se pa nekako džentelmensko ali pa nekako tako umaknejo. In zgleda, kot da lahko vladajo samo tisti, ki so brutalni. Zakaj bi to tako bilo? Že prejšnji teden sva se pogovarjali, oziroma jaz sem se potem... Shakespearea bral. Ja, sem, ne. Po Shakespeareu isto. Dobro, to je tisto, kar je malo žaljivo, da se zgodovina tako neusmiljeno, da ne izčisti. Ne. Ampak kakorkoli, veš, mislim, ko se jaz v tekstu razburil, pol nekaj, če si opazil v zvezi z kardinalom. Ne samo to, a veš, da ne... Te poklical? Ne, ni me poklical. Mislim, da si ne upa. Ampak ne samo to, a veš, ker rečeš v redu, bodimo širokogrudni, ne. Imamo pravka s starimi ljudmi, ki so odcveteli, ki so svoje naredili, in bodimo prizanesljivi do njihovih neumnosti. Ampak ne. Ti ljudje rinejo naprej in interpretirajo svet, kot da ga niso nič polomili. Ne. To te pa zjeza na koncu. Zato pač ne samo to, a veš, ljudje so odrinjeni na obrobje in z obrobjem se nekako sprijaznijo. Ne. Ampak tisti, ki so pa zamočili sistem, bi pa kar naprej interpretirali svet, kot da je njihova polomija veljavna, kot da tisto, kar so oni počeli, kot da niso del problema. Ne, a veš. In to me jeza, ne, v slovenski politiki. A ne. In mislil sem, da je zdaj to presečišče. Na eni strani kriza, na drugi strani spoznanje, na tretji strani novi obrazi in tako naprej. Vendarle, recimo neka nova priložnost. Ne. Brez, ne da bi preferiral ali pa brez, da bi se zauzemal za kogarkoli. To mi lahko verjameš, ne. Nimam nobenih preferenc, ampak tisto, veš, rečeš, dajmo zdaj zaokrožimo ta prostor, dajmo temu prostoru nekaj mesecev priložnosti, pa da vidimo, da naredimo prve ocene, pa bomo povedali, bomo zelo ostro kritizirali, ni nobenega problema. Ne. Ampak imam pa vtis, kot da bi nekateri zelo vplivni krogi v Sloveniji postali zelo nesrečni, če bi državi uspelo in če bi bili ljudje srečni. Ne. Kot da se ne sme zgoditi nič, kar bi Slovenijo iz te cankarjanske agonije spravilo ven. Mislim, ob vsem dolžnem spoštovanju do tvojega razmišljanja, ampak tovar Stalin je to lep znal povedati. Kolikor slabš, toliko boljš. Vidiš, to je zanimiv, ne. To si lepo povedal. Ne. In mislim, on je lepš povedal. Lepš povedal, ne, ker dejansko, jaz sem skoraj prepričan, da bo mogoče na tej vladi najdeti marsikaj slabega. Že zdaj je, ne. Ne razumem pa, zakaj se ne postavimo v koordinate, ki bi upoštevali širšo sliko, ne? In poskušali Slovenijo na dolgo roko potegniti v eno zgodbo. In to ne tako, da bomo vedno v tistem cankarjanskem, zadrgnenem, jokajočem stanju, ampak veš, da bo pač iz te države ratala neko, sploh ni treba neko okolje presežkov, ampak neko normalno okolje, v katerem se bo normalno dihalo. Ne? Ja, da zadihaš, ne? Normalnost je tista reč, ki potem presežke omogoča. Ne? Tako je. Ja. Iz tega ven potem vznikajo pač preprosta meteorologija, ne? Termični baloni, na katerih se jadra. To ti veš. Ja, ne. Ja. Ampak to, da ima pa
Cerar domnevno težave z omrežji. Z omrežji. Ta očitek leti vanga. Zdaj, se tako mal nervozen ratam, ko se začne... No pa ti se ukvarjaš z omrežji, mislim, imaš to znanstveno mal premišljeno, ne, tudi kakšne sem videl, da včasih napišeš tudi... Ja, je tako, no, veš, da ko rečeš omrežje, ne, to je tak peklenski koncept, ki lahko z njim dokažeš točno vse, kar hočeš, če nisi nekoliko zadržan do njega. Ne? Čakaj, v Sloveniji imamo res incestuozno priložnost. Ne? Praktično v Sloveniji smo vsi z vsem v sorodu. Smo praktično omreženi in dejansko, veš, to tiste nore teorije zarote, na katerih je tripal Janša dolga leta, katerim smo nasedali v velikem preobratu leta 1991, misleč, da je možnost postaviti to ambivalentno sliko staro-novo, po osi staro-novo in tako naprej. Ne? Dokler se na koncu ni izkazalo, da tisti, ki so bili največji promotori novega, so v bistvu najbolj utrjeni starci, ne? So bili najbolj orto in so svojo lastno nesposobnost upakirali v nove priložnosti. Skratka, se je vse izkazalo za neko laž, ne? Za neko postopnost. In v teh omrežjih dejansko, ne? Če potegneš črto od severa do juga, vzhoda, zahoda, praktično narišeš mrežo, se noter ujamemo vsi Slovenci, brez izjeme, tako rekoč. Ne, seveda se, ne, ampak tisto, kar je pri interpretacijah tako zelo občutljivo je to, ne, da če res nimaš neke zelo stroge metodologije, lahko, ne vem, jaz bi si zate bi brez težav šel dokazovati, da si del omrežja skrajne levice, ne? Z enako prepričljivostjo, ne? Bi pa lahko dokazal, da si del omrežja tako rekoč skrajne desnice. Ne? To se vedno dogaja. Sam za dosti podatkov bi rabil in bi potem to zrisal. Ne? Tako kot sam zase lahko sebe umestim v skrajno levico, skrajno desnico, med liberalce, konzervativce, punkerje edin tam, no, med regijaši ne bi bil prav zelo ukoreninjen. Ne? Ja, na teh primerih sem se jaz pravzaprav naučil, ne, kako se s tem da manipulirati. Ne? Ker recimo, jaz se spomnim, jaz se cel življenje utepam za temi, ne? Ker sem dejansko od skrajnega klerikalca do skrajnega komunista, rdečkarja, vse, pri čemer so ta janšistični propagandni stroj je dosegel vrhunec SS-ovske antipropagande proti mojemu imenu. To je bilo pa cvetoberane, evakuirali so psihopate in tako naprej. Ampak tudi v tistih zgodbah, nekoč sem veljal za Rodetov, ampak nikoli ni prevladalo prepričanje, kaj če bi pogledali po človeku, mogoče kakšno stvar dela iz prepričanja. Mogoče verjame v nekaj in mogoče se bo to čez toliko in toliko časa obrnil proti njemu. In to je ta Slovenija, v kateri potrebujemo pogled od zgoraj, pogled iz širše perspektive, v katerih te neko prepričanje ali pa recimo nek skupni imenovalec, recimo temu, dobro, slovenstvo je slab argument, ampak je argument, ne? Dobronamernost je pa že dober argument. Ne? Zakaj se ne bi ljudje, ki so dobronamerni, veš, lahko enostavno spostavili v neko koalicijo, v neko omrežje dobronamernih ljudi, ki poskušajo delati stvari dobro, ne? In so seveda lahko različnega prepričanja. Kaj pa kriterij dobronamernosti? Kriterij dobronamernosti je vera v izboljšljivost obstoječega stanja naše države, naše družbe na način, ki je pošten, ki je fair. Se pravi, se ne laže, se ne krade, se ne obtožuje, se ne dela zahrbtnih stvari, a veš, take zelo preproste človeške humanistične stvari, se upošteva temeljne človekove pravice, se priznava, da imamo zakonodajo, ki se jo treba držati, tako enostavno, ne. Potem bo popolnoma vseeno, ne, zato ker mi prihajamo iz različnih kontekstov. Gorenci imamo tak in tak kontekst, Primorci imajo tak in tak kontekst. Jaz na Jesenicah recimo izhajam, ne vem, iz družine, zastopaš, v kateri nam je partija naredila grozljivo škodo in sem rabil za to 35-40 let, da sem diferenciral, ne, da nek Primorc, ki ima izkušnjo tistega brutalnega fašizma in je v bistvu zato benevolentno gledal na nekega Tita pa na neko partijo, da ga zato ne morem gledati grdo. Ne? A veš, to rabiš čas, da predelaš, da so različni konteksti povsem različni. Ne? Lahko pa prepoznam recimo človeka, ki hoče dobro v različnih regijah, rečem, v redu, pustimo mi naše razlike sploh niso pomembne, važno to, da smo mi dobro namerni. In ta velika slika, ne, ki bi jo morali vzpostaviti za to, a veš, da si vzpostavimo neke prioritete,
takoj, ko se je Slovenija osamosvojila, je bilo o tem še nekaj govora, predvsem takrat, ko je Spomenka Hribar pa Tine Hribar, ko sta definirala spravo. Ne. Sprava je bila več kot samo to, da se partizani pa domobranci spravijo, ampak je bilo mišljeno tako, dajmo se poenotiti pač na konceptu, kako bomo državo naredili. Ne. In potem je to šlo v vse možne strani in smeri, ne. In tudi, pustimo to, ne, ampak danes je pa neka nova situacija, ko so stari borci utihnali, ne. Tisti, ki so se borili za te vrednote, so enostavno obmolknili, mogoče resignirano obmolknili, ne. Se mi pa zdi, da je vendarle to prostor, ki je vreden enega novega optimizma, da bi se spet pojavili ljudje, ki bi o tem začeli debatirati, ne. A se ti ne zdi, da bi bilo to dobro spet postaviti na mizo? Jaz mislim tiste, veš, da kar je treba narediti, ne. Tle, ko ti govoriš o dobronamernosti, malo sem zadržan, ne. Ja. Politiko končno razumeti kot stvar interesov, ki so legitimni, ne. Ja, se to je v redu. Ja. To nič narobe. In pač, jaz nervozen radam takrat, ne, ko se neki legitimni parcialni interesi skušajo predstaviti kot nekaj, kar je pravzaprav univerzalni interes. Ne? Recimo, ne, pač legitimen parcialni interes, ne, da bi se nekje zgradila nova termoelektrarna na premog, ne, da se to predstavlja kot univerzalni nacionalni interes, ki nas bo rešil vsakršne energetske nestabilnosti. Ne. Tukaj ratam. Sam tukaj ni nobene dobronamernosti. To je izrazita slabonamernost, zato ker ti narediš kalkulacijo, ugotoviš, kaj je za tebe koristno, hkrati imaš pa pred sabo zelo jasne številke, da ti je Evropska unija že včeraj naredila zakonodajo, po katerem se bojo izpusti CO2 obračunavali eksponenčno. Ne? In potem je glavni argument, da moramo narediti TEŠ 6 zato, ker je manj svinja kot TEŠ 5. Ne? Hkrati pa ne povedo, da svinja preveč ozračje. Ne? Skratka, to je slabonamernost, ampak predvsem je pa... So pa v omrežju. So začeli delati elektriko. Ne? Tako da... Dobro, zdaj, če bi mu gospod Dobovšek prav, da bi, teoretično govorimo, ta omrežja, ne električna, ampak ta omrežja, kako rečem, lobijska preživela, se podaljšala naprej, potem bi bilo to razlog za zelo veliko skrb. Bi bilo to razlog za zelo čudno stvar. Mogoče bi bilo pa dobro, če se mi dva enkrat odločiva pa zaprosiva gospoda Cerarja za en intervju, pa ga povprašava čisto direktno, tako, da to malo podebatiramo, da preselimo tako rekoč to debato iz studija na papir, pa v sobotno prilogo. Bomo to storili. To ni to slaba ideja, ker pa bi mogoče na te stvari lepo odgovoril. Jaz mislim, da hvala Bogu Slovenija nima dosti manevrskega prostora več za to, da se gre vojne v nizkih legah, ker preprosto ne bo preživela, ekonomsko govorimo. Ampak se ni ideja samo to, da številke pošlihtamo. Ideja je to, da to naredimo prijazen prostor za živeti. Prijazen prostor za živeti. Najlepša hvala. Hvala enako.